zdaj se obadam s tem, a naj snemam ali ne snemam. Zato, ker, a veš, snemanje, ne, je že del jezika in potencialno to mene pele v in pa začnem razmišljati o lifeu, namesto da bi bil v trenutku. Sam, a veš, kaj je fora? Da je ta trenutek, da je to, da jaz snemam, da je del tega trenutka. A veš, da jaz razmišljam o lifeu, pa da zdaj govorim o lifeu, da je to del tega momenta in da jaz to, da sem v tem momentu, pomeni, da razmišljam o tem momentu. In da sem lahko srečen tudi, če to delam, sam, a veš, kaj je fora? Da če jaz razmišljam o tem momentu zdajle, ja, pa se zaciklam, zato, ker, a veš, probi na časovnici potegniti krog, ki sam nase pokaže, oziroma na začetno točko, a veš, do takrat, ko ti ta krog narišeš, ne, ker risanje kroga je ujeto v čas, do takrat, ko ta krog narišeš do začetne točke, kjer se krog začne, do takrat se je časovnica že premaknila in ta točka ni več ta točka, ampak je ena druga točka. In bolj vedno malo zaostajaš. A veš, ker jaz zato, da razmišljam o tem trenutku zdajle, evo, ta trenutek zdajle, zdaj začenjam razmišljati o tem trenutku in ne morem več, zato ker je ta trenutek mimo in ga ne vidim več, ker nisem v tem trenutku. Se pravi, da jaz lahko, a veš, en trenutek o njem razmišljam samo tako, da ustvarim, ja, v bistvu miselni objekt, rečemo temu, iz zdajšnjega trenutka in ga lahko pol nesem skozi čas. Zato, ker zdajšnji trenutek je šel že v preteklost, veš, je že tam levo, če si zdaj časovnico pred sabo predstavljam. In razmišljanje o tem zdajle pomeni, da jaz nisem tukaj zdajle, ker razmišljam o tem zdajle, oziroma razmišljam o tem mentalnem objektu, ki je lahko podoben tej resničnosti tukaj zdaj, ampak ni ta resničnost tukaj zdaj. A veš, kaj jaz ne morem, ja, pač basically ne morem razmišljati o tem momentu zdajle, ker, kot sem rekel, je razmišljanje ujeto v čas in takoj, ko se trenutek zgodi in jaz začnem razmišljati o tem trenutku, je ta trenutek že mimo in ne morem razmišljati o njem, zato pač ustvari ta mentalni objekt in o tem pa lahko razmišlja kadar če, pač glede na to, koliko dober je od človeka spomin, ne. Pol to res, če jaz živim prek mislim, se lahko kdaj tudi razmišljam, ne, seveda, ampak ne v tem trenutku, ker ne morem. Če razmišljam o tem trenutku tukaj zdaj, je to največja bedarija, zato ker, a veš, če zdajle razmišljam o tem trenutku, pa nimam nič od tega, ker v bistvu ne morem razmišljati prav v tem trenutku in lahko pol imam v bistvu interakcijo, jaz živim z predstavo o tem trenutku, z tem miselnim objektom in to je moj life, da živim s tem miselnim objektom oziroma razmišljam o njem, namesto da bi živel z zdajšnjim trenutkom, a veš, z dejansko stvarjo. Tako da bi bil mogoče zaključek, da razmišljanje samo je lahko del tega trenutka, dokler ne razmišljaš o tem trenutku. A veš, če jaz grem pa razmislim svoje finance, ne, kako bom to poštimal, če o tem razmišljam o svojih financah, pa je to v redu, ker pač sem, a veš, v tem trenutku tukaj zdaj razmislil o svojih financah in, a veš, rešil problem ali pa dva. Mislim, če bi enega rešil čisto dosti, je to. V glavnem, če pa razmišljam zdajle o tem trenutku, pa v bistvu ne morem razmišljati o tem trenutku, ker je to mentalni objekt. In sej, a veš, moje finance, ne, so tudi mentalni objekt, rečemo temu. Ampak, a veš, ima nek namen. Tam je recimo namen to, da rešim nek problem, pa si izboljšam svojo situacijo. Namen razmišljanja o tem trenutku ga pa ni, ker kot prvo ne razmišljaš o tem trenutku, ampak o objektu. Ja, lih to je fora. Da razmišljaš o tem tukaj zdaj.
pač ni možno, lik zaradi tega, kar sem prej opisal, pač ni možno to delati. Tako da, če jaz delam nekaj, kar sploh ni možno to delati, pa bom kakor pes, ki lovi svoj rep. Ta je najboljša. Pes, ki lovi svoj rep, pa ga pa enkrat ujame in pa sam pogleda gospodarja, češ, kaj pa zdaj? Tako res uno, kaj pa pol? Sam res, če pa se ujame svoj rep, pol bo ni nič jasen, kva ni v lifeu zdaj počne, tako, kva? To se je zgodilo, nisem pričakoval, da se je to zgodilo. Sam res, da bi enkrat lahko razmišljal o tem trenutku tukaj zdaj. To je paradoks, to je pač, kakor sem rekel, ni možno. In če jaz delam nekaj, kar ni možno, nekaj, kar je, kakao delam, ja fake, evo, to ni pristen life. To je definicija v bistvu tega. Razmišljanje o tem trenutku je fake, ker, oziroma fake je varka, prevara, je zavajanje samega sebe, ker pač ne moš tega delati. Ker to ni nekaj, kar lahko počneš. Ker to ni nekaj, kar lahko počneš. A veš, ne, napačen kontekst. In če ne moram razmišljati o tem, pa lahko samo živim to, oziroma prek intuicije to dojemam. Ja, no, v glavnem prej, preden sem pa prišel do celega tega, a snemati ali ne snemati, ne, je bila pa fora, da če jaz snemam, a pol dejansko živim vmes live, oziroma a je snemanje tega zdaj enako, veš kaj, dol slušalke, pa bolj nam slišal, da evo, zdaj sem pa tako in reality. To verjetno nam objavil tudi čisto zame zdajle, ampak tudi če bom, pa bom, jebi ga. Da ja, mene je strah umreti. To je ta glaven strah, kaj se pol z mano zgodi, kaj pol, a je kaj pol. No to je tako ta glavna zadeva, ki ne vemo, prav fucking ne vemo. Oziroma potencialno vemo, ampak smo pozabili, da vemo, se pravi trenutno ne vemo. A veš, in jih to, prej sem si mogel prav priznati, da jaz ne vem, kaj se zgodi, ko umrem. Tako res ne vem. Pa ne me basati, sem jaz zdajle tako prišel do tega šele prvič v lifeu, da sem se kakor za trenutek ustavil, pa evo, zdaj razlagam o momentu, namesto da bi bil v njem. Evo, tega sem se bal, ko snemam podcast, medtem ko ugotavljam te zadeve. Da je fake vse skupaj. Ja, ampak da je to misel še posnamem, pa pol ugasnil, da se nikoli nisem tako za moment ustavil, pa si rekel, oziroma si priznal, pa res začutil, da ne vem, kva je pol. Jaz ne vem, kaj se zgodi z mano, ko umrem. Prav ne vem, pač. In kar ne morem se sprijazniti s tem, da ne vem. Mislim tako, a veš, ja, fora je, da res ne vem, jaz še nikoli nisem umrl, odkar sem živ, še nisem umrl in ne vem, pa tudi, če sem, se ne spomnim, a veš. Mislim, ne vem, kva se z mano vsako noč zgodi, ko grem spat. Ne, mislim, da pač grem spat in je to sem. Kdo ve. Ampak ne spomnim se, da bi kdaj umrl. In
tudi če sem, ja, se pač spomnim, ne vem. In pol iz tule vse izhaja. In tako sem začel prej, da ne vem, ampak da si želim, da ne bi, ker si smrt kot slabo predstavljam, lih to. In pa sem začel razmišljati, čak, zakaj si je smrt kot slabo sploh predstavljam, odkje ta ideja? In pol bližnji umrejo, pa grejo. Da pač ljudje, ki jih imam rad, me enkrat zapustijo, oziroma grejo stran. Pa to ful ni dobro, to mi ful ni všeč, ko imam te ljudi rad, in pol grejo in jih ni več. A vidiš, koji kurac je rekel, da jih ni več? A veš, mislim, se tudi ne vem, če so, ne, ampak če ne moramo mi dokazati, pač človeka, ki ga poznamo, ima očitno en del, ki ga pusti za sabo, ne, telo, ta fizičen del, samo za ta drug del pa ne vemo, kva se z onim delom zgodi. Pač gre, ga ni več. Telo je in se začne razkrajati, ampak pač neka zadeva, en del človeka, ki ga poznamo, gre. Ga ni več tega dela. In ja, a veš, da jaz ne vem, kva se zgodi s tem delom. In pol vse vere, vse, kar mi ugibamo, vse zgodbe so tako ugibanja, kva se zgodi. Ampak, a veš, vidimo, da človek umre, sam ne vemo, a veš, a je to res to. Pa tudi ne rabimo nekih zgodb plest, da, a veš, je posmrtno življenje, ki ne vemo niti, a ni nič, niti a je kaj. A veš, hočem reči, da če ne spletamo zgodbe o posmrtnem življenju, to ne pomeni, da s tem, a veš, da s tem odzamemo, čakaj. Bolj je to mišljenje, no. Če jaz spletem eno zgodbo o posmrtnem življenju, s tem, a veš, izničam možnost, oziroma s tem izničam možnost, da ni nič pol. Se pravi, da jaz spletem zgodbo, pa da ne rabim plesti, da če spletem zgodbo, ali pa če ne spletem zgodbe, je v obeh primerih opcija, da ni nič. Ta opcija, da ni pol nič, ni odvisna od tega, jaz karkoli naredim ali pa ne naredim. Vedno je možnost, da ni nič po smrti. In da je pol, a veš, ta možnost je toliko prisotna, če si veren ali pa če nisi veren. Pač vedno je opcija, da ni nič. Zato, ker noben od nas ne ve. Ali pa mogoče kakšen človek ve, kakšen res razsvetljen človek. Mogoče ve, mogoče res ve. No, ampak, jaz lahko zase govorim, da ne vem, in da čisto vseeno, si predstavljam posmrtno življenje ali si ga ne predstavljam, da v obeh primerih lahko, da ni nič. A veš, da s tem, ko, ne vem, postanem veren, pa, a veš, delam na sebi duhovno gledano, pa osebnostno gledano, da s tem nič ne pripomorem da bi zmanjšal možnost, da je pol samo črno ali pa belo, kakor si predstavljaš. Tako da je pol čisto vseeno, veš, a se jaz grem posmrtno live oziroma predstave o tem ali ne. Se bolj je res ono, kaj je Ramdas rekel, kako živeti z obrazom neznanke pred sabo. Pač ta neznanka je, ko ne vemo, kaj je pol. In kako živeti s tem, da ne veš. Kako dati ego toliko na stran, pa si priznati, jaz ne vem. Jaz, Jure Pehar, ne vem. Kaj tako, oh my god, to je ful težko reči, jaz ne vem.
kako kar da si s tem spodletel, oziroma da sem slab zaradi tega, če ne vem. Samo odkje pa ta ideja prišla, da sem jaz slab, če ne vem nečesa? Čakaj malo, what the fuck? A jaz nekaj ne vem, kot človek, itak moram vsega vedeti kot človek, in pol sem zaradi tega slab. Ne, resno, a jaz sem s to idejo živel tako cel life. Da jaz sem kot človek, slab človek, če nekaj ne vem. Ali pa če v ničem nisem dober. Ali pa če pač nisem tak pa tak. A veš, da je pač neka predstava, kakšen bi jaz mogel biti, in če nisem tak, sem jaz slab. What the fuck? Zakaj bi jaz bil slab kot človek, kot to, kdo sem, če nisem tak, kakor je nekdo zastavil zadevo? Ali pa ne nazadnje, kakor sem jaz zastavil zadevo. A veš, če jaz mislim, da tako ta pravi moški mora biti pa tak, pa jaz nisem tak pa tak, a zdaj sem pa slab moški. Ali pa kot človek, ne, idealen človek bi mogel biti tak pa tak, in jaz nisem tak pa tak. In kaj, to pomeni, da sem slab ali kva? Pa sej pizda, sej noben ni tak pa tak. Mislim, sej, razen če prav enega človeka zaberem, da je človek idealen človek. Sam tudi človek se spreminja in bo tako takoj, instantno, kaj se rečem, ta človek je idealen, bo človek že malo drugačen, kot je ravno kar bil, ne. In pa bo človek, ki je kao ideal vsem, mogel živeti v skladu s tem in vzdrževati ta ideal. In je tako, pa mi smo v stalnem spreminjanju, mi se stalno malo spreminjamo, zato vsako novo stvar, ki jo doživiš, vpliva na te, na to, kdo si, ker pač nabiraš izkušnje, nabiraš stvari. Ja, in oh my god, pa tako, zakaj sem se jaz v lifeu kadarkoli sekiral, če nisem bil tak pa tak, ali pa tak pa tak, če nisem, a veš, imel, ne vem, toliko zunanjega bogastva, ali pa punce, ali pa tako z mišicami sem trenutno v redu, jaz sem čisto zadovoljen. Tako fuck, ena stvar, s katero sem zadovoljen, pa še v fitness ni bilo treba hoditi, samo moram 2 leti vsak dan telovaditi, ne me je, pa to sem res, pa stari, tisti 2 leti vsak dan telovaditi, hudo. Sam tako, kjerkoli, pač jaz pač sem. In zdaj, če ima nekdo predstavo, jaz bi mogel biti tak pa tak, še enkrat reči tak pa te mi je žvajzno. No, da bi mogel biti, da bi mogel biti, da bi mogel ustrezati določenim kriterijem, ali pa se določene standarde izpolnjevati, pa lej, jaz sem to, kar sem. Jaz sem pač, a veš, perfekten zdajle tak, kar sem, v smislu, da če bi mogel definirati, kdo je Jure Pehar, jaz zdajle tej definiciji 100% ustrezam. In to je to, ker ni nobenega tazga, kar sem jaz. Ali pa kdorkoli od vas, tako nobenega tazga ni. In pač, če bi bila kaj že, ne v slovarju, ne v atlasu, v leksikonu, a je leksikon, ali kaj? No, ona knjiga, ki so pač definicije, če bi bila, tam mogla biti definicija nekoga, kot si ti, kot sem jaz, bi bila točno taka, kot sem zdaj, to je to. Jaz taka sem zdaj, to je jaz, trenutno. In zdaj, evo, to je jaz. In dokler si jaz ne dam nobenih ciljev, pa standardov, pa ne vem, še vse te pizdarije, ki jih sabo v svojem umu nosim, pa take predstave, pa želje, pa te vrednote, pa ta prepričanja,
My God, koliko je enega balasta tle gor. Če bi jaz sam živel brez tega in bil, tak, ke sem, in mislim, saj itak sem tak, ke sem, saj noben drug ni tak, kot je, saj ne moreš biti. Tak, kot si zdajle, tak si zdajle. Tak, kot si zdajle, si pa tak, kot si zdajle. In pol, sam, ker imamo te predstave, mi bi mogli biti taki pa taki, taki pa taki pa taki. Sam zato pol trpimo. Fak, Buda je imel prav, vse, česar se oklepa, mislim, česar se jaz tle kot človek oklepam, ne, saj če tako gledaš, je samo en aspekt tega telesa tle, ne. Okej, bom še v to padel. Če imaš telo, kar je fizičen del, pa imaš pa nefizičen del, ki ga je lažje razdeliti na beseden, misli, ne, ki so v besedah, in nebeseden na čustva, srce. A veš, imaš torej telo, pa srce. In zdaj sem pozabil, kaj sem prej hotel povedati. Daj ne, no. Ja, če jaz sam živim s tem, pa si ne postavljam nobenih nič v lifeu, da jaz sam pač živim. In če mi je nekaj kul, probam to več početi. Če mi nekaj ni kul, probam tega manj početi. Ali pa si lahko zadam cilj, pa ga lahko tudi pustim. Pač je moja stvar, koliko tega mentalnega balasta hočem imeti v lifeu. Lahko ga imam ogromen, sem poln nesrečen. Če ga imam pa malo, a veš, in ga se in mi je ta klih lep, a veš, mogoče, da me pač ene 5 stvari drži v tem svetu, na katere sem navezan, ne. To je tako verjetno najboljše na ta način živeti, ker res lahkotno živiš pa. Evo, en mentalni model, ena zgodbica. Če smo mi zavest, del, ki se sam zaveda vsega tega tukaj, ki je v bistvu ta del, ki zapusti telo, da je ta del nesmrten, večen. No, in a ne bila najboljša stvar, da bi pol ta zadeva šla v telo in ti živiš kot, veš, da si nesmrten, veš, da si, a veš, ona stvar, ki je v ozadju tega, ki je šla v to telo, ki zdaj v njem si, ne, in živiš življenje smrtnika, vede, da si nesmrten. Pa to bi tako najboljš, to bi bilo kakor, a veš, te filmi o superherojih, ne, ki imajo res nadnaravne moči, ali pa Wolverine, ki se lahko pozdravi, ne, saj skoraj kot nesmrtnik živi, ne, tukaj. Samo da je to še en nivo višji, ne, ker pač moči so moči, da pa veš, da si ona večna zavest, to je pa nekaj tako, ja, en nivo višji, ne. Ali pa globi, kakor gledaš. Jaz kar ne vem, In kaj je zdaj, ko ne vem? Veš kaj je fora, da enkrat bom izvedel. Vsak od nas bo enkrat izvedel, kako je umret. Samo veš, kaj je zanimivo, da pol, ko enkrat veš, da boš izvedel, da boš dobil odgovor na najbolj pereče vprašanje, ki ga imamo vsi. Kaj se zgodi z mano, ko umrem? Da vsi bomo enkrat dobili odgovor na to. Bolano. Stari, mene to me pa veseli, to je pa ena stvar, ki me veseli, da bom izvedel. Zdaj upam, da izvem, ne, da ni samo ono konec in pol ne veš. Ali pa pazi, ta je še hujša, da ti tako, preden je ono konec in tema, da ti en pove, ja, zdaj konec, tema. In pol tako, in je konec. Mislim, se pol ne veš zase, da to je tudi zvajo v redu. Sem zvedel bom enkrat, to pa tudi nisem še nikoli v lifeu pomislil. Mislim, sem vedel, da bom umrl, ampak da takrat jaz, ta ideja mi všeč, da takrat zvem, kaj se z mano zgodi, oziroma da takrat zvem.
zakaj me ta misel tako pomirja zdaj, ne? Da enkrat bom zvedel, kaj se z mano zgodi, ko umrem. A je res, a je toliko fajn je zvedeti? Se pravi, če je toliko fajn zvedeti, kakor si zdaj predstavljam, a je res toliko bedno ne vedeti? A veš, a mora biti nujno, če je nekaj ful dobro, a je nasprotje res nujno ful bedno? V smislu, da jaz si zdaj predstavljam, da ko zvem, pač zvedel bom odgovor na ono zadevo, ki se jo najbolj sprašujem. Pa tudi, je opcija, da ne zvem, ampak potencialno bom pa zvedel hudo, da sem excited, ne me jebat, no, za tako zadevo. What? In sam, preden se to zgodi, preden zvem, a bi jaz reče kaj kle naredil. Ja, rad bi doživel, kako je biti brez službe. Mislim, to sem že doživel, ampak kako je biti, imeti prihodek, ki ni več odvisen od mojega vlaganja časa v to. Veš, da ustvarim neko aplikacijo ali pa le podcast, magar, veš, pač neki, ki je folku toliko dobro, da so pripravljeni plačati za to, veš, kje da denar? Veš, vsak v lifeu je imel enkrat, ziher je enkrat to doživel, da mu je bilo nekaj toliko dobro, da samo kje podpišem, kje lahko plačam, sam daj mi to. No, da ustvarim nekaj tazga, ki je folku toliko dobro, da pač plača za to in da imam jaz, recimo, sam to bi mogel res dobro narediti, se mi zdi, karkoli že je, da imam, ne vem, recimo 2000 evrov, zakaj mi je sram to povedati? A veš, pa se s kolegi družim, pa rečem, ja, jaz bi rad imel Jurija evrov plače na dan, neto. In tako, a veš, vse je to je velik, pa to je denar, ki sploh kva bi z njim počel, tako res. Razen, če bi kakšne ful velike projekte vodil, ki bi tako, veš, 1000 ljudi pomagali drugim ljudem, pa bi sam vodil to zadevo, pa ves denar, kaj dajo, no. A ja, zato je sram cash. Pač jaz bi rad imel Jurija evrov na dan plače, neto, in kot prvo, sam da ne rabim delati. Da lahko pol, ko sem svoboden v tem, da, a veš, da mi lahko nekdo drug reče, kaj bom jaz delal, kar se, če bi, ne, pač nočem tega, v glavnem, da lahko jaz delam, kar hočem in vem, da cash je. In lih takrat, to je ta ironija, ker mislim, da jo bogati ljudi veliko jo živi, da pol, ko imaš enkrat to svobodo, pol pač najdeš zadevo, ki jo res rad delaš in to delaš, ker imaš tudi cash, da si omogočiš sam sebi, da to delaš, a ni smehno, da včasih moraš plačati, pa denar investirati v neki ful, da lahko delaš, ne da uživaš, mislim, saj tudi uživaš, ampak da delaš, da moraš plačati za to, da delaš. Ampak ja, saj vsak startup, vsaka firma je v bistvu, kaj je ustvaril firmo, ne, pač plačuje v svoji energiji, v svojem času za to, da lahko dela v bistvu to in da živi lahko na ta način. To je pa smeh, da moraš plačati za to, da lahko delaš. In pol dobiš več keša, kakor si ga plačal ponovadi, ker če rad nekaj delaš, ponovadi dobro narediš. In vse ljudje smo taki, da redko, ali pa tudi, nas zanimajo stvari, ki so čisto brezvezne. A se ravno kar to prebol, da nas redko zanimajo stvari, ki so čisto brezvezne, pa ne. Nas skozi zanimajo stvari, ki so čisto brezvezne. V bistvu največje bedarije so najbolj fascinantne. Pa se, če pogledaš, kjer risanke sem gledal, Rick and Morty, what the fuck je to? Tako res, meni še zdaj ni jasno, kva je ta risanka. Ampak tako, lahko gledaš, da je največja bedarija, pa jaz to gledam, ker mi je tako fucking zanimiv.
Ja, največje bedarije so mi všeč, ampak veš, včasih lahko iz ene bedarije narediš nekaj, kaj je tako koristno dejansko. Rick and Morty je sam serija, ne, ampak je smešna. Ali pa jaz sem se z enim kolegom, lik zaradi tega smo se več družila. Pazi, ta beseda je zdaj izgubila ves pomen. Družila. To je kaj en glasbeni inštrument za njih. Družila. Jaz pa igram družila. Pač družila. A ni, no, kaj en glasbeni inštrument. Družila. No, sva se s kolegom družila, ker sva pa gledala skupaj Rick and Morty. In je bilo tako, a very nice bonding experience, ker nobeno ni bilo jasno tako, kaj se dogaja. Ker res vzame tvoje možgane, jih da v formulo in pa samo 300 km gremo. Tako da ja, kako sem prišel na to? Delo, kaj si jaz želim? Ja, kaj si jaz želim, preden zvem? Preden zvem, kaj je pol. Ok, saj še vedno, lej, človek opcija je, da ne boš zvedel. Je pa opcija, da boš zvedel. In če zvem, lahko da mi odgovor ne bo všeč, sem res. Sam bom vedel, ne vem zakaj, ampak sam to, da vem. Da vem, pri čem sem, oh my god, da imam končno trda tla pod nogami. A nam to toliko pomeni varnost, da imaš trda tla pod nogami, da veš, pri čem si. A veš, tudi v odnosu z drugim človekom. Če veš, pri čem si, ok, midva imava tak odnos, ali pa midva imava tak odnos, ali pa z njo imam tak odnos. In ko človek ve, ko zna definirati zadeve, je kakor se varno počuti. Ali to spet pričara. A veš, ta naš ki hoče, da preživimo in da smo varni, a je to samo iluzija, da jaz vem, če so stvari definirane, da je to bolj varno, kakor če niso definirane. Ali pa če so stvari, kvantitete znane, kakor da so neznane. Da je to bolj varno. Da vedno nevarnost pride iz neznanga. Sem ni nujno, ne. A veš, da lih iz neznanega pride nevarnost. Lahko iz nekaj zelo znanega pride nekaj nevarnega. Ampak, ne vem. Mislim, da če so stvari znane pa definirane, da je svet bolj varen. Mislim, saj v tem svetu, v katerem živimo, ne, pač to, kar smo kot človeštvo ustvarili, ne, ta mesta itd., to je svet, ki nam je zdaj znan, ki je definiran in bolj, ki je definiran, bolj je varno tule. Sam lih to, a je to res, ali je to vse sam zgleda, da je res, a se gremo mi tule nek varnostni cirkus, a veš, pa samo da smo kao varni, ne, prek teh definicij pa odkrivanja, širjenja, kaj je znanega, se pravi, kaj je znanost dojela, recimo, rečemo, da ko znanstveniki dojame, da je to znano. Ali je kaj več, nekaj, kar ne vemo, pa da je to ta varnost, ne, v navednicah, pač bolj iluzija in da je resnica čisto nekaj drugega. Ne vem, je strah definirati stvari. Kaj če pustim nedefinirane? Pa je to to. Kako sem že prišel na to temo? Zdaj sem malo uživam tule sam s sabo. Ne v tem pomenu, ko ste vsi zdajle dojeli, ampak samo čičem pa sem kul.
Nič, to je to, jaz grem meditirati, čist mi sede. Ajde, uživite. Ne me jebe, dejansko, am jaz to objavil, ali kva? Pa to, a veš, kva si bo folk mislil, evo, sem spet začel čist nov monolog, kva si bo folk mislil, ko bo to poslušal? Pa tako, a veš, se če komu duhovnost blizu, mislim se, veš, te teme, o katerih sem govoril itak, da zadevajo nas vse. Zdaj sam, a veš, a si kdo zatiska oči pred tem, pa noče o tem razmišljati, ker mu je lažje tako. In lej, ja, če ti je tako lažje in če ti gre, jaz nekako ne morem se pretvarjati, da to ni res in nekako živim s tem tako skozi. A veš, lej, sej ne depresivno, ampak tako ja, pa skozi o tem malo razmišljam, pa tako, kva je res, kva je pol, kako je vse sestavljeno itd. Eni pa kar lahko ne razmišljate o tem, to mi je tako. Čakaj, moram kar tako, vsaka čast. Tako da, sam ugasnite to, tako res, tole bo sam pokvarjal, ko bi rekel, neveden bliss, nevedno radost, ki ste jo gojili. Tako da ja, če se vam vsem zdi to, o čemer sem govoril, čuden, pač ja, logično, ne, logično. Če se kakšnemu, ki ga to zanima, zdi čuden, no, on me še vedno zanimiv, ne, tako da it's all good. Kakšnemu, ki je bilo pa tole koristno, kar bo tudi meni čez en teden, ko bom poslušal na novo, mislim na novo, ja, bo tudi zanimivo. Ja, se zato v bistvu snemam, da sam sebe spomnim vsake toliko, da tole je pomemben. Koliko hitro pozabimo je. No in ja, fajn je se spomniti, sam zdaj se tukaj spominjam namesto, da bi šel meditirati, kot sem rekel, tako da ja, tokrat pa res. Živijo.